prvo avto, Dacia Duster. To je v bistvu avto, ki sem ga jaz najtežje pričakoval od vseh avtomobilskih novosti letos in tudi avto, za katerega sem jaz osebno navijal, da bo popravil vse, kar je bilo narobe s prejšnjim modelom in stopil en tak velik korak naprej. Da bo Dacia ratala neke vrste Škoda za Renault. Torej pomeni ena tista znamka, ki bo v bistvu prehitevala svojo primarno znamko. In Dacia Duster me saj na 3 področjih precej razočarala. Prvo področje je v bistvu varnost. Dacia nikdar niso bili znani kot izjemno varni avtomobili, ampak jaz sem pričakoval, da bo nova generacija tukaj naredila en tak lep preskok, oziroma da bo šla en korak naprej, da ne bo avto na en kapu dosegel samo 3 zvezdice, ampak jih bo dosegel vsaj 5. Veliko novinarjev boste slišali, ki bo govorili, da je avto te 3 zvezdice dosegel zato, ker ima slabe asistenčne sisteme, ampak ni res, ko gre za zaščito odraslih potnikov, je dosegel, mislim, da samo 74%, kar je malo, kar je res v bistvu malo v primerjavi z nekaterimi drugimi konkurenti in nakazuje na to, da avto nima te osnovne strukturne trdnosti pri bočnih trkih in razne druge zadeve s tem povezane. Jaz mislim, da je leta 2024 pomemben, da ti asistenčni sistemi tako dobro delajo, da preprečiš, da bi zbil, naprimer, kolesarja. Zato, ker imaš takšen asistenčni sistem na razpolago. Nič ne bi bilo narobe, če bi bila Dacia 10-15% cenejši avto, tako boste pa osnovno Dacia dobili za 19.500 €, tako, ki ima vzvratno kamero, pa ki ima nek normalen LCD ekran. Tam bi pa človek pričakoval, da je to kategorija, kjer imate Volkswagen Taigota ali pa T-Crossa, pa še kup teh avtomobilov, drugih blagovnih znamk, tudi Renaulta, ki pač seveda so namenjeni drugemu segmentu kupcev, ampak ponujajo pa to osnovno varnost. Tako da, to je prva stvar, ki me je res razočarala. Če se glede varnosti z mano ne strinjaš, daj stisni kakšen komentar. Zikar sem kakšno provalil, ki ni najbolj točna, ampak sam primerjaj te 3 med sabo. Razlika je bistvena. Res je, da sta ostala 2 električna, itak bolj varna, ampak o tem, da je drugič. Poleg tega je pa treba vedeti, da sta oba Kitajca. A ja, zikar te zanima, kaj si mislim o elektriki. Stisni like, pa follow, sledijo take vroče teme, po moje še bolj Dacia je samogrevanje. Druga stvar, ki me je pri tem avtomobilu razočarala, je v bistvu občutek plastičnosti. Tako Dacia, ki bi se jo jaz izbral, bi bila najbrž 4x4, pomeni, da bi dal za njo 26 ali pa 27 tisoč €. Kaj to pomeni? Kar precej enega denarja za toliko ene plastike. Jaz s trdo plastiko nimam nikakršnih težav. Če je ta trda plastika malo mastna. Tisti, ki poznate dobro avtomobile, boste vedeli, kaj pomeni. Naprimer, japonska mastna plastika, taka, ki se leta ne okvari oziroma ostane takšna, kakršna je. Plastika v Dusterju, tudi v Zuni, ki naj bi bila 20% reciklirana, pa saj po mojih mikrotestih z nohtom ni čist taka. Če se pozna ena taka manjša rajsa z nohtom, tako čist v testu, turni plošči ali pa na bočni zaščiti v koloteka, potem pomeni, da to ni neka huda kakovost ali pa nekaj prav zelo posebnega pa inovativnega. Torej to, avto za 28 tisoč € ne bo imel mehke plastike za komolc na vratih, tako da to je tista težava. To je dodatek, ki nastaja v montaži, stvari, ki sem jih v spontanem izlivu pozabil poudariti, pa so precej nujne. Dacia Duster ne boste mogli dobiti s pogonom 4x4 in avtomatskim menjalnikom, kar je zame čisti fail. Avtomatski menjalnik je namreč namenjen samo hibridnim različicam, kar je na nek način ful čuden. Potem pa na drugi strani teh hibridni avtomobili nimajo 4x4 pogona, tudi precej zanimivo. Hkrati pa mi ni logično, da v opremi Essential, torej tisti najbolj osnovni opremi, ni na voljo pogona 4x4 za tiste res gozdarske Dacie, ki smo jih največkrat videvali ob gorskih kočah po službi Elektra. Pa še ena stvar, Dacia Duster je bil vedno neke vrste workhorse, ki si ga lahko dobil v homologaciji N1. To pomeni, da si lahko odbil davek pri podjetju. Ja, tudi tega ni več. Tretja težava tega avtomobila je pa cenovna politika, čisto po pravici povedan, to, kar sem povedal, v tej kategoriji avtomobilov, okoli 20 tisoč €, sploh pa boljše opremljenih avtomobilov, okoli 25, ali pa celo tazga hibridnega za 28, je kup enih avtov. Za 28 tisoč dobite popolnoma opremljeno Ford Kugo z vso opremo, avto, ki dosega popolnoma drugačen standard varnosti, kot ga je dosegel Dacia Duster. Kup avtomobilov se začne tukaj pojavljati v teh zneskih, kjer se mi zdi pa, da Dacia Duster ni več tista cenovno ugodna izbira, še posebej, če pomislim, da ima samo 3 zvezdice v varnostnem testiranju enka. Tako da ja, to je to.
Tukaj se mi zdi, da še pa Dacia Duster. Ok, da povzamem, Dacia je zares posebna, sam zaradi 4x4 pogona. Takšna je za posebno skupino kupcev odlična. Ko pa Dacia dozameš ta 4x4 pogon, postane neravno varen in precej plastičen avtomobil, ki ne dosega standardov konkurence oziroma je precej pod njimi. Zato bi lahko osebno priporočil samo različico s 4x4 pogonom, ker ta zadane bistvo tega avtomobila. Osebno bi se torej odločil za Dacia Duster, ki ima 130 konjev, 4x4 pogon in nivo opreme Expression. Stane dobrih 23 990 € in je en tak sweet spot. Od opreme ima vsaj tisto vzvratno kamero pa normalen infotainment sistem. Tako, povedal sem, če ti je bilo všeč, se naroči na moje kanale, sem na YouTube, Instagramu, TikToku pa še kje druge. Tako da si pišemo spodaj v komentarjih, povejte, če sem zgrešil, če kaj nisem po pravic povedal. To bojo predvsem zelo odkriti videi, drugače odkriti, kot ste jih vajeni na internetu. Ajde, čau!